V prostorih osnovne šole pohorskega odreda Slovenska Bistrica je minuli petek potekala območna revija odraslih pevskih zborov. Na prireditvi z imenom Poj z menoj, prijatelj moj, ki jo je pripravila območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica, se je predstavilo 8 pevskih zborov iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane.
Slovenije bistriški vrtec Blaže in Nežica letos praznuje 15. rojstni dan. V ta namen so med šolskim letom pripravili več različnih dogodkov. Praznovanje so zaključili v športnem duhu na druženju in gibanju vseh generacij Šport in špas in 4. Slomškovi migalnici. Na sobotnem druženju je zbrane pozdravil tudi ravnatelj vrtca Blaže in Nežica Aleš Točaj. Tukaj smo na čudovito soboto z dvema enačbama. In sicer gibanje in zdravje plus druženje je seveda veselje do življenja. Gibanje in zdravje plus druženje je seveda tudi optimalen otrokov razvoj in kasneje srečno odraslo obdobje in tudi starost. Danes smo tu, da malo poskrbimo za to naše gibanje, za naše zdravje in da se podružimo. Tako da dobrodošli še enkrat tukaj. Bi pa izkoristil priložnost in vam sem tudi povedal, kdo je danes z nami oziroma kdo nam je danes omogočil to našo športno prireditev. In sicer skauti, Center za krepitev zdravja, Ljudska univerza z dnevnim centrom Metul, program Svit, Kmetija Rabič, gibalnica Hop Hop, tudi gasilci se nam bodo kasneje pridružili, lokalna kabelska televizija, sadjarstvo Juhart, podjetje Plot, kartonaža, Megatekstil, Avto Krka, trgovina Jager, komunala Slovenska Bistrica in tudi seveda podjetje Impol, ki je za veliko donacijo omogočil, da smo lahko tu danes, da lahko izvedemo to zadevo. Tako da res sem hvala. Uživajte! V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek gostili predavanje z naslovom Miti o duševnem zdravju. Janja Mišič iz Centra za krepitev zdravja Slovenska Bistrica je predavala o tem, kaj je duševno zdravje in kaj je duševna bolezen. Predstavila je zmotna prepričanja o ljudeh s težavami na področju duševnega zdravja in povedala, kaj lahko sami naredimo za duševno zdravje, ter kdaj je treba po strokovno pomoč in k komu. Zdaj, da bi neko formo dobilo to predavanje, sem poskušala različne mite razdeliti v sklope, ki so nekako vsebinsko povezani. In sicer v prvem sklopu so zavzeti miti, ki so vezani na splošno poznavanje duševnega zdravja, v drugem sklopu so miti vezani na demografske lastnosti obolelih, potem so miti o osebnostnih lastnostih tistih, ki imajo težave v duševnem zdravju in posledično miti vezani na funkcioniranje oseb s težavami v duševnem zdravju in na koncu še miti vezani na pomoč oziroma zdravljenje duševnih težav. Znotraj vsakega sklopa pa si bomo najpogostejše mite ogledali in jih
Jaz jih bom poskušala na čim bolj razumljiv način pojasniti oziroma ovreči to, kar trdijo. In v tem sklopu splošnega poznavanja duševnega zdravja, težav in motenj sem nekako pri raziskovanju po virih izluščila 6 sledečih mitov in zdaj bomo vsakega posebej pogledali. Seveda, če imate željo kaj komentirati, bolj konkretno poprašati, ste lepo vabljeni k besedi, pa da me kar prekinite, če bi kaj želeli dodati. In prvi tak mit, na katerega ste že mogoče tudi vi kdaj naleteli, je, da če nisi duševno zdrav, imaš duševno motnjo. Oziroma mogoče imamo to prepričanje tudi mi sami. Ta mit nisem dala slučajno na prvo mesto, ampak konkretno s tem namenom, da najprej sploh pogledamo, kaj je duševno zdravje, kaj so duševne težave in kaj so duševne motnje. In velikokrat si mislimo, torej, če nimam duševnega zdravja, potem sem verjetno duševno bolan. Tale model, ki je tule prikazan, ne vem, koliko vidite, kar je napisano, pa prikazuje, da sta to dve različni kategoriji. Torej, na tej vodoravni črti vidite, čisto levo imamo napisano prisotnost duševnih motenj ali pa odsotnost duševnih motenj. Torej, mi lahko imamo neko duševno bolezen ali pa je nimamo. Na navpični črti pa vidite, da lahko imamo dobro duševno zdravje in slabo duševno zdravje. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica je v sredo v projekcijski dvorani Bistriškega gradu pripravilo okroglo mizo na temo pričakovanja veteranov v 30 letih samostojnosti. Gosta okrogle mize, ki jo je vodila Natalija Sinkovič, sta bila predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič in predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica Miran Krušič. Ladislav Lipič je komentiral tudi aktualni odnos politikov do veteranov in veteranskih organizacij. Zdaj smo pri Sašu Hribarju. Ja. Nekdo vedno poskrbi, da nam ni dolg čas, ampak to je recimo so stvari, ki ne bi bile potrebno, da se zgodijo na tak način, pa se vedno zgodijo. Zgodijo se pa zato, ker stalno nekdo spodbuja, da se naj zgodijo. In to je seveda narobe. Enkrat eni, drugič drugi. Jaz trdim, da leva politična opcija nas nima rada, desna nas pa sovraži. Tako da smo tu v enem takem lepem mlinu, kjer se moramo zelo previdno izražati, namesto da bi se velikokrat veselili skupaj in pa si organizirali življenje tako, da bi nam bilo lepo. Tisti, kateri smo sodelovali v spopadih z enotami Jugoslovanske ljudske armade, smo to doživeli kot vojno in za nas je to bila vojna. In tu dileme v naši organizaciji nimamo. In enako je stališče tudi kolegov v organizaciji Sever. Tako da to stališče sem tudi ponovil v eni včerajšnji oddaji in seveda tu za nas ni nobene dileme. To, da je na javnem zavodu, javni televiziji, javnem radiju potrebno izbirati besede, pa se ve, to ni potrebno, se nismo otroci, to ni potrebno ponavljati, ampak tudi drugi so izražali mogoče še hujše vsebinsko neprimerne besede, pa ni bilo nobenega cirkusa. Zdaj, ko je to bilo izraženo na tak način, je pa seveda nastal politični problem. In ob tem se začnejo obtožbe za dezerterji, kar se do sedaj še ni zgodilo. Poslušali smo izdajo, veleizdajo, razorožitev, samorazorožitev, ni bilo še uporabljena beseda dezerterstvo. No, zdaj smo tudi to slišali. Tako da jaz upam, da se bosta ta dva uspela dogovoriti in da bo Hribar, ki je naš član, uspel dokazati, da ni bil dezerter. Jaz verjamem tudi poveljniku pokrajine, ki je to izjavil, čeprav ni bil Hribar neposredno njemu podrejen, ampak se takšne in obtožbe in pa obramba tega verjetno
izrečejo premišljeno in z neko modrostjo, ne pa z neko ihto. In seveda potem nas ponovno preseneti predlog o postavitvi spomenika, ne. Kar je, da smo si iskreni, seveda, absolutno smo za to, da se tudi na državni ravni v glavnem mestu Slovenije, kjer so se odvijali pomembni dogodki in politični in vojaški, en tak spomenik seveda tudi postavi. Jaz sem prej govoril o spomenikih po celi Sloveniji in če je ena organizacija z svojim prostovoljnim delom in z svojimi sredstvi uspela to postavljati, pa lepo urediti, potem bi tudi ta država po 30 letih to morala narediti. Tako da je naš pogoj seveda ta, ne pogoj, saj nimamo pravice postavljati pogojev, ampak pričakovanje. Pričakovanje je to, da bomo vojni veterani vključeni v pripravo enega takega projekta že od vsega začetka. Ali se nam bo ta želja, zahteva ali kakorkoli uresničila, bomo to seveda videli. Tako da je sedaj to priložnost in tisto, kar jaz vidim kot priložnost, ki bi jo ta država morala izkoristiti, je pa to, da bi naj ta spomenik končno prispeval k tej ponovni združitvi ali pa, če hočete, poenotenju tega naroda v pogledu na svojo zgodovino. To bi morali vsi izkoristiti in se odreči prepirom, ki so se nažalost že začeli s tem, da si sedaj pripisujejo, kdo je prvi to idejo prinesel. Mi smo kot otroški vrtec, kjer se prepiramo o takih zadevah, kot da bi bilo kaj pomembno in najbolj pomembno, da sem jaz bil tisti, ki je nekaj naredil. Tudi v Slovenjebistriškem območnem združenju po besedah Mirana Krušiča odločno podpirajo stališče predsedstva Veteranske zveze. Ja, tudi na območju Bistrice mislim, da smo enotnega mnenja. Pri nas imamo tudi različne poglede na politiko, ampak v naši organizaciji mislim, da s tem nimamo težav, vse pohecamo, ampak da bi pa bilo kakšen razdor ali bilo kaj, pa ni. Politike pri nas ni, rečemo. Politiko pustite pred Brinjom, na Brinju se pa pogovarjamo o veteranstvu, kako lahko komu kaj pomagamo, kaj lahko ki postavimo kako obeležje, ker mi vemo, da smo kompletno orožje in pa municijo izvzeli iz vojašnice in odpeljali na tajna skladišča. Tako da v Bistrici smo bili kar aktivni, kar se tega tiče pri osamosvojitvi, po osamosvojitvi pa glih tak, vsi predsedniki, ki so bili pred mano, so bili zelo aktivni, da se v Bistrici nekaj naredi, tako da smo lahko ponosni, da imamo en center veteranski, ki se združujejo vse veteranske organizacije in pa seveda tudi iz pokrajine in celo iz Slovenije prihajajo. Tako da veterani imajo kaj za pokazati, je pa res, da je precej stvari še nedorečenih, katere tudi rešujemo. Največji vrzel se je pojavil zdaj ob 30. obletnici, ko smo podeljevali te priznanja, ker ljudje nimajo urejenih statusov, niso bili v evidenci in tako dalje, tako da tu je bilo kar nekaj hude krvi, ampak tudi tu smo za lepo besedo rešili stvari in jih rešujemo. Tako da mi na veterane gledamo kar dobro, jaz mislim. Res je, da vse ne moramo napraviti, tako je predsednik povedal, so precej stvari tudi pogojevane z denarjem, s tem pa, da moram reči, da v Bistrici je posluh od strani politike, da nam pomaga, tako da jaz mislim, da na Brinju še bo kar nekaj stvari šlo naprej, čeprav ta birokracija je malo nas omejuje določenih stvari, ker jaz ne morem razumeti, da imamo za 500 ljudi status, vemo, kdo ga ima, za ostale ne smemo vedeti, to me ne moti, ker takrat, ko smo šli v osamosvojitev, noben ga ni vprašal, katere politične opcije je, ki je, pa kak je, ampak samo, da je bil sposoben in voljen pomagati pri osamosvojitvi.
In to bi se mogli vsi zavedati in tudi tisti, ki so na teh položajih, prenesti tudi naprej, ne samo, ko ti priješ do njega, pa ga prosiš za neko stvar, te obravnava kot, ne vem, ampak njegova naloga je bila isto tako je moja, da pomagam veteranu, da si rešuje svoje probleme, tako bi mogel tisti, ko to na tistem delovnem mestu je, pomagati nam in s tem bi bilo dosti manj težav. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da upamo, da bomo to rešili. Kaj se pa našega centra tiče, imamo velike želje, da ga dobimo tudi v trajno last. To bomo sigurno z vsemi organizacijami veteranskimi probali to urediti in na tem delamo. Žal vojska, mislim, da nam bo tu pomagala, to smo dobili tudi od strani poveljnika, kar pohvalo in tudi spodbudo, da nam bo pri tem pomagal. Je pa res, da to so birokratske stvari, ki jih je treba rešiti, je pa veliki zalogaj, tako da jaz mislim, da bomo na tem uspeli. Po odlični polfinalni pokalni predstavi proti Mariboru so nogometaši Ketjemi in Pol Bistrica z odliko odigrali 27. in 28. krog med drugoligaši. V prejšnjem 27., ki je bil odigran minuli še aprilski vikend, so Bistričani zabeležili veliko zmago v Kranju proti Triglavu. Za zmago s 3-2 in 3 prvenstvene točke so zadeli Kukovec, Ciganović in Maher. Že v sredo 3. maja pa so varovanci trenerja Gorana Stankovića doma igrali z ekipo Fužinarja. Tudi tukaj so bili strelci zelo razpoloženi, saj so že v prvem polčasu zadeli 4-krat. Strelsko goliado je v 5. minuti odprl Nejc Bračko. Gol, s katerim je kronal odlične predstave o dosedanjem poteku sezone. Do naslednjega gola so gledalci čakali točno 33 minut, ko je na sceno stopil Ante Kuliš. To je bil zadetek v 38. minuti. V 40. minuti tekme se je po golu v Kranju še drugič med strelci opisal Tim Ciganović. Odlično podajo Mahera je mojstrsko spravil v gol za vodstvo s 3-0. 2 minuti pred koncem prvega dela igre pa je svoj drugi gol na tekmi zabil Ante Kuliš. Odmevna okrepitev v drugem delu prvenstva. Ob tem visokem vodstvu po prvem delu igre je potrebno povedati, da je domači strateg tekmo začel brez 4 standardnih igralcev prve 11-terice. Trije, Havelka, Kukovec in Martinčič, so v igro vstopili v 59. minuti srečanja. Omenjeni igralci so imeli v svojih minutah igre še kar nekaj priložnosti za povišanje rezultata. Vendar so mreže v drugem polčasu mirovale. Priložnosti, kot vidite, pa je bilo kar nekaj na obeh straneh. Nogometaši iz mesta Aluminija so tako dosegli že 3. zaporedno prvenstveno zmago in se zavihteli med ekipe, ki domujejo med 6. in 9. mestom na prvenstveni lestvici. Po krajšem premoru bodo Bistričani igrali tudi v predzadnjem 29. krogu pred domačimi gledalci. V goste prihaja 11-terica Rudarja iz Velenja. Za povabilo na tekmo z Rudarjem pred domačimi gledalci pa še enkrat vsi 4 zadetki s tekme s Fužinarjem. Giorgio,